Na kolesi, ki se vrtita v nasprotnih smereh, postavite dolgo palico. Postavite jo tako, da je večji del palice na levi strani. Kako se bo gibala? A. Do padca se bo premikala v levo, B. Do padca se bo premikala v desno, C. Menjavala bo smer desno in levo, ali D. Ostala bo pri miru. Čas je potekel, spet ste različnih mnenj. Vijoličasti pravite, da je odgovor B pravilen, rumeni pa D. Jasna me prav zanima, kako se bo palica vozila na kolesih. Dvomim, da ima sploh kolesarski izpit. Sile, ki delujejo na palico, so sila teže palice in sili trenja na obeh kolesih, ki pa v tem primeru povzroča gibanje. Palica je položena na kolesa, tako kot je prikazano na sliki, malce v levo. Zagnala bom kolesa, vi pa opazujte, kaj se bo dogajalo s palico. Ker smo začeli z večjim delom palice na levi strani, se bo najprej gibala v desno smer. Nato jo bo desno kolo začelo ustavljati in premikati v levo smer. Potem jo bo ponovno začelo desno kolo ustavljati in premikati spet v drugo smer. In tako naprej, kot da se palica ne bi mogla čisto odločiti, v katero smer naj gre. Ta eksperiment je sicer podoben iskanju težišča palice, kar lahko poskusite tudi doma. S prstoma jo podprete in nato počasi greste skupaj in se boste srečala točno pod točko težišča. Pravilen pa je odgovor C, kar